Lahko še kdo drug počne inšpekcijo, lahko sam novinar ali pa ne vem. Lahko prijavi tudi anonimno, kakorkoli, ne, ampak dejstvo je, da so posledice tega šikaniranja, ne, in da je to spet realnost, ne, se pravi, novinar, ki bi si drznil, ne, če rečem tako malo grobo, ne, prijaviti svojega medij, za katerega dela, ne, delovni inšpekciji, bi bil gotovo deležen sankcij oziroma šikaniranja na delovnem mestu. Takšne primer govorim. Vem, ampak v medijih se predslejko prej ugotovi, ne, težko je zagotoviti pravo anonimnost, v resnici na ljubo, ne, posebej v manjših medijih. V bistvu v mnogo primerih gre tudi za določena kazniva dejanja, ker treba je vedeti, da obstajata dve kaznivi dejanji, kršitev pravic delavcev, najprej iz delovnih razmerij in pa iz socialnih, torej kršitev socialnih pravic delavcev. Tako da ne samo prijave delovni inšpekciji, pač pa tudi kazenske ovadbe so možne. Predvsej smo v stiku s tujimi sindikalnimi organizacijami, novinarskimi, ki se soočajo s tem podobnim trendom vedno večje negotovosti delovnih razmerij. In izkušnje kažejo, da je to edini res učinkovit pristop, da se po pravni poti s pač temi postopki, ki so na voljo, doseže spoštovanje zakonodaje. In zagotovo, če bi pač novinarji se odločili za tožbe in če bi se izvajal en tak nadzor, kot je potrebno, da bi lahko razmere izboljšali. Tako da lahko ponovim ta poziv in spodbujanje, da naj se k temu kljub vsemu pristopi. In tudi v naših stikih z delodajalci slišimo, v teh širših stikih na nacionalni ravni, da jih bomo samo tako lahko prisilili v to, da se pač ukine taka kadrovska praksa. So tožbe in ti inšpekcijski nadzori edina rešitev, oziroma bi smo imeli vprašanje za vodstvo obeh novinarskih organizacij. Taka situacija se je začela pojavljati že pred leti, tudi že nekaj časa opozarjate na to. Se počutite soodgovorni za to, da organizaciji niste že, ne vem, krepko let nazaj ukrepali za to in na to bolj opozarjali, bolj pritiskali, da se je to tako, da je prišlo do tako razširjene situacije? Ja, jaz lahko kratko rečem, se počutim odgovorni. In tudi organizacija se počuti odgovorna. Moram pa reči, da so te stvari predvsej kompleksne in da tudi, še to bi dodal, da to, kar je kolega Frangaš tukaj zdaj teh podatkov povedal, za RTV velja kolektivna pogodba za poklicne novinarje, kjer je status redno zaposlenih pri teh pravicah, ki jih je naštel izenačen statusom svobodnjakom oziroma obratno. Tako da gre za kršitve, ki bi jih morali preganjati. Glede te soodgovornosti je pa jasno, da je sindikat soodgovoren, ampak da pa ne more reševati stvari tudi, ki so v pristojnosti državnih organov in da smo pač računali tudi na tiste obljube, ki so se takrat dajale, ko se je spremenil zakon o delovnih razmerjih, ko se je spremenila dohodninska zakonodaja, tudi bili smo dejavni v teh pogajanjih, da bo inšpekcija delovala. Še posebej, ker so bile te spremembe za ta status izpostavljene kot neka posebnost naše zakonodaje. Kako daleč se pogajanja o novinarski kolektivni pogodbi? 2004 je bila stavka, zdaj smo do konca 2007 že. Mislim, meni se ti tako to odgovornosti, zelo lahko je iskati pri partnerju, ki nima pooblastil odgovornosti. In reči, koliko je odgovoren. Tisto, kar sta organizaciji naredili v teh letih, je to, da sta prvič sploh te pravice med novinarji, sploh jim razložile, da te pravice imajo, ker tudi to je bil problem, ne je pomemben. In drugo, kar je pa še bolj pomembno, o tem se ni govorilo. In ko so se te akcije začele, da se o tem sploh začne govoriti, morate vedeti, da je že tudi med samimi honorarnimi novinarji bil velik odpor, da ne se nikar ne govori o tem, da ne bi prišlo do kakšne prekinitve, kakšne pogodbe. Ampak te skrivnosti ni več, vsi vemo, da to je, ko se govori o teh honorarno zaposlenih, bi pa samo se vprašal, če je javni zavod RTV Slovenija je največjih zavodov v državi.
si predstavljamo tako situacijo, recimo na kliničnem centru, da bi bil tam delež zdravnikov in drugega osebja honorarno zaposlen. Ne? To je javni zavod in to, da se tukaj ustanovitelj, torej država, ne, dopušča v enem največjih zavodov v državi tak način, tudi seveda izogibanja plačevanja davkov, izogibanja plačevanja prispevkov, ko ne, je v resnici signal vsem ostalim, da je to nekaj privzetega, kar celo država dopušča v svojem zavodu. Ne. Tako da jaz bi težko govoril, da ste tle odgovornost pač novinarskih organizacij je gotovo v toliko, da več kot raztrgati se tukaj ne morate, ampak tukaj še enkrat bi rekel, torej treba pogledati, kako pač javni zavod deluje na tem področju in potem nam bo jasna tudi slika po ostalih medijskih hišah. Pa še to, glede samega tega razkrivanja položaja in vse je treba najprej sploh ugotoviti, kakšne so razmere, ker je mediji delujejo v taki netransparentnosti, da si dimenziji tega problema sploh ni mogoče zamisliti, dokler ne pridobiš podatkov, ki jih je pa izredno težko pridobiti, ker gre pravzaprav vedno tukaj za individualne neke pogodbe, razmerja, situacije in tako naprej. In imamo tudi primere, ko smo na primer zapisali, posredno samo označili, za katere medije je šlo in opozorili, ali pa samo za regijo in smo dobili klice, da ne umaknemo to informacijo, da so ljudje že v težavah zaradi tega. Ne? Tako da v bistvu imamo tudi odgovornost do tega, da pa zdaj zaščitimo člane naše. In seveda mi ne moramo določenih stvari sprožati brez nekih pobud in enih osebnih odločitev. Smo pa upravili anketo, mislim, na leta 2003, ki je bila prva taka, da je razkrivala, kakšno je stanje na tem področju. Tudi smo zdaj potem nadaljevali s tem, sistematično pregledovali pogodbe in nenazadnje pravice svobodnjakov posebej opredelili v kolektivni pogodbi, o kateri se pogajamo. V zvezi s tem bi pa poudarila, da seveda mora ostati, tudi če mi reguliramo to, če odpravimo to svobodnjaštvo, ki je navidezno impresivno, mora ostati regulacija tega v kolektivni pogodbi, ker še vedno pač se si želimo novinarji, neverjetno, da bi bila pa vseeno možnost tega pravega svobodnjaštva, tako kot si ga človek zamišlja pod to besedo. Ja, dostop do novinarstva, da lahko pač delaš za različne medije in tako naprej. Ne pa tako, kot je zdaj, ko ugotavljamo, že v tej prvi anketi, ki sem jo omenila, je imelo več kot 2/3 sodelujočih konkurenčno prepoved. Zdaj ugotavljamo, da ta številka še narašča. Tako da, recimo še lahko izpostavim primer, da ne bo zdaj izgledalo, kot da je samo javni zavod, je pa ogromen, ampak recimo na primeru Dela smo pred leti imeli zgleden primer tega, kako se prisiljuje ljudi v tak status. Ljudje so pač dobili dopis ob spremembi davčne zakonodaje, da si morajo zdaj urediti status samostojnega novinarja, v nasprotnem primeru ne bo več možno z njimi sodelovati. Do takrat tega statusa niso imeli. Potem so več mesecev bili brez vsakršnih pogodb, na kar medijska hiša, in to je praksa klasična, izda vsem tipsko pogodbo. Vsak pa posameznik dobil nabiralnik pogodbo, ki nosi njegov ime in priimek. In ljudje pravzaprav se ne zavedajo, da je lahko takih pogodb več 100. Ampak ko pa sindikat pozove upravo k dialogu o tem, pač kar se zdaj dogaja v samih pogodbah in urejanju teh odnosov, pa dobi odgovor, da se v to nima kaj vmešavati, ker gre za individualne pogodbene razmerja. Skratka, zloraba obeh stvari, individualnih razmerij za to, da zavrneš kolektivni pogovor, pa obenem pa to popolnoma kolektivno urediš, samo imena in priimke zamenjaš na teh samih. Bistveno je to, da seveda tega medijske hiše ne morejo urediti v 2 mesecih, v enem letu, če gre za en sistem. In dejstvo je, da takrat je nek strah nastopil pri tisti davčni zakonodaji in da se je urejalo. Ne nazadnje tudi tako, da so ljudje vstopali v status in da so si urejali, ker za nas je še bolj pomembno, da je čim več ljudi zavarovanih, da nekdo ne pride neko eksistenčno stisko, recimo bolezni. Ampak dejstvo je, da ti strah, ki je nastopil, se očitno tako pri vsej zakonodaji v medijskih hišah in da nekatere te stvari so se začele urejati, da se pravi je šlo na bolje, zdaj spet ponovno v bistvu ta sistem razpada.